pozdrav vsem skupaj in pa hvala za udeležbo. Kot veste, sta danes potekali dve seji parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi. Dvakrat sta pričala gospod Franc Pukšič in pa gospod Rok Gerlovič. Kasneje pa smo imeli potem tudi drugo sejo, na kateri smo sprejeli zapisnike in pa magnetograme, ter pa tudi dva sklepa potem na zaprti seji v okviru 5. točke. Prvi sklep, ki je bil sprejet, je dokazni sklep, in sicer, da se vpogleda v naslednje gradivo, v gradivo, ki smo ga prejeli strani policije, v gradivo, ki smo ga prejeli strani Arhiva Republike Slovenije, v arhivu, ki nam ga je predal gospod Željko Vogrin, in pa glede na današnje pričanje Franca Pukšiča, da se vpogleda tudi v zapisnik pooblaščene skupine KNOVS, ko so takrat 11. novembra 2013 opravili nadzor na policiji v Mariboru in pa potem tudi poročilo o delu KNOVS-a za to leto, kjer je tudi to napisano, kar je gospod Pukšič govoril. Zdaj, drugi sklep, ki je bil sprejet, pa je, da parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi kazensko ovadi ustavna sodnika, dr. Mateja Ačeta in pa dr. Rajka Kneza, in sicer na podlagi 288. člena kazenskega zakonika, ki govori o protizakonitem, pristranskem in pa krivičnem sojenju. Zadevo obrazlagamo na način, kot je bila že v javnosti obrazložena, še posebej glede sodnika Mateja Ačeta. Zdaj, sodnik Matej Ačeto je zaradi svojih dejavnosti že kazensko ovaden. Pomenljivo je tudi na nek način izvajanje tiste izjave za javnost bivšega predsednika Ustavnega sodišča dr. Petriča, da je pač breme, ki visi nad dr. Ačetom, težko. Vemo, da je tudi spletni portal Požareport objavil korespondenco med tem ustavnim sodnikom in pa člani, predstavniki stranke Modernega centra. In sicer je sodnik dr. Ačeto podal neresnične navedbe glede stopnje poznanstva z Mirom Cerarjem, stranko Modernega centra, skupino oblikovalcev programa SMC, svojega sodelovanja pri oblikovanju programa stranke, da bi, in potem seveda tudi je, kot sodnik odločal o sporih povezanih z Mirom Cerarjem, stranko SMC, med drugim tudi v sporih, v katerih so predmet odločanja tudi zadeve, katerim je SMC nasprotovala, kot je na primer nasprotovanje parlamentarni preiskavi o ugotavljanju zlorab v pravosodju. Vemo, da je bila SMC ena od tistih strank, ki so najbolj aktivno nasprotovali ustanovitvi te parlamentarne preiskovalne komisije in pa seveda potem tudi članstvu. Posebej so opozarjali na nedopustnost, da se preiskuje sodstvo. Njihov kandidat za župana Maribora, gospod Saša Arsenovič, je v drugem krogu, ko je premagal Franca Kanglerja, to zmago proslavljal skupaj s sodnikom, dr. Janezom Žirovnikom, in tukaj je parlamentarna preiskovalna komisija na trdnem stališču, da bi se moral ustavni sodnik dr. Matej Ačeto izločiti zaradi nepristranskosti, ker menimo, da je zaradi svoje povezave, vidne povezave s stranko Modernega centra, kar je ustavnim sodnikom večkrat zamolčal, kompromitiran in ne bi smel odločati o svojih strankarskih prijateljih, vključno z Arsenovičem in dr. Žirovnikom, na katerega se je ta preiskovalna komisija tudi nanaša. Kar pa se tiče dr. Rajka Kneza, pa je Franc Kangler podpisal izjavo, ki jo je napisal in ki jo bomo tudi ovadbi priložili. In sicer je Franc Kangler v času upravljanja funkcije župana mestne občine Maribor, posebej v obdobju od 4. decembra 2006 do 31. decembra 2012 sodeloval s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru in njenim takratnim dekanom, dr. Rajkom Knezom. Napisal je, da sta se večkrat srečala in govorila o obnovi fasade Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Franc Kangler je tedanjemu dekanu dr. Knezu predlagal, da se prijavijo na razpis mestne občine Maribor za sofinanciranje
obnove fasad v starem mestnem jedru leta 2009. Ker pa je pravna fakulteta locirana na meji starega mestnega jedra, pa je potem kot župan za to sofinanciranje izdal negativen sklep. Torej, direktna povezava med dr. Knezom in pa Francem Kanglerjem, in seveda Franc Kangler je kot župan izdal negativen sklep, ki ni šel v korist pravni fakulteti, katero je takrat vodil dr. Rajko Knez, in dr. Rajko Knez bi se moral izločiti kot sodnik in ne bi smel odločati o zadržanju izvajanja zakona in pa tudi konkretno parlamentarne preiskave v točkah 1 do 7 zadev, ki se nanaša na sodnike, in pa tudi drugič, ko je odločal zadev, ki se nanaša na tožilce. V drugem primeru sicer sodnik Accetto ni odločal, je pa odločal za primer, ko je šlo za sodnike. Dr. Knez pa je odločal v obeh primerih. Parlamentarna preiskovalna komisija, člani so sklep, da se poda ovadbo, sprejeli soglasno, tako da bomo verjetno še danes oziroma najkasneje jutri to vse skupaj tudi poslali na tožilstvo. Toliko z moje strani, zdaj pa če so kakšno vprašanje. Jaz sem hotela, to, kar ste zdaj nazadnje povedali, torej sklep je, da boste to storili. Besedilo je pripravljeno, moramo ga še samo tehnično urediti in pa besedilo, ki je bilo potem sprejeto z ustrezno opremljeno glavo in vsem parlamentarne preiskovalne komisije, bomo posredovali na tožilstvo, vključno tudi z podpisano izjavo Franca Kanglerja, v kakšnem razmerju je bil s sedanjim, takrat pa s sedanjim predsednikom Ustavnega sodišča, takrat pa dekanom dr. Knezom. Hvala, lep dan želim.